Hvaljen Jezus in Marija. Dragi prijatelji, lepo vas pozdravljam v oddaji Pot poti. Na vašo željo smo obiskali baročno cerkev, posvečeno Sveti Mariji Snežni v hrvaškem Zagorju. Hrvaško Zagorje je svojo arhitekturno in umetniško zgodovino od nekdaj v kulturnem zemljevidu Evrope. Na južnih obronkih Ivančice, v mirni idili majhne zagorske vasice Belec, najdemo po zaobljubi zgrajeno cerkev Svete Marije Snežne, mojstrovino hrvaškega baroka, katere notranjost se po lepoti in bogastvu uvršča v sam evropski vrh. Ivanščica ali tudi Ivančica je najvišja vzpetina hrvaškega Zagorja. Dolga je približno 30 km in se razprostira v smeri vzhod-zahod z najvišjim vrhom visokim 1061 metrov. Ime je dobila po Ivancovcih, malteških vitezih, hospitalcih, ki so bili ustanovljeni na začetku križarskih vojn leta 1099, po ukinitvi templarjev leta 1312, ko so nasledili njegove posesti na Ivanščici. V letu 1674 je dala Elizabeta plemička Kegljević Erdőj zgraditi votivno zabljubljeno cerkvico Svete Marije Snežne v Belcu, ki jo je hrvaško plemstvo gradilo in dograjevalo celo stoletje. Cerkev je današnjo obliko dobila leta 1741, slavito gradnjo, visokim arkadnim zidom, obrnjenost v notranjost ter vogelnimi stolpiči, kapelico in poseben poudarjenimi vhodi. Ob zahodni strani zgradbe je bil postavljen visok zvonik. Zunanja podoba cerkve spominja na gotsko, notranjost pa je barokizirana. Zadnja obnova župnijske cerkve Svete Marije Snežne je trajala 11 let. To je od leta 1994 do leta 2005. Nasproti mirni cerkveni zunanjosti nam v njenem notranjosti zastaja dih. Razkošni oltarji z bogato okrašenimi, pozlačenimi lesenimi kipi, svetnikov in malimi angeli. Najlepša baročna prižnica v Evropi. Ograja kora, orgle in freske, ki navidezno poglabljajo prostor. Slikarstvo, prvorazredno kiparstvo in rezbarstvo se skladno dopolnjujejo. Cerkev ima 5 oltarjev, od katerih je glavni posvečen Sveti Mariji Snežni, ter 4 stranski oltarji posvečeni Sveti Barbari, Svetemu Jožefu, Svetemu Štefanu, prvemu mučencu in oltar Svetega rožnega venca, ki so izdelali v letih 1739 do 1743 številni mojstri, med katerimi izstopata 2 redovnika, Pavlinca, slikar Janez Krsnik, Ranger, in kipar Jošef Schothing, ki je v Belcu izdelal 2 baročna oltarja in prižnico. Razkošne freske Janeza Rangerja pokrivajo vsako prosto površino na zidovih in stropu cerkve. Nekateri gledalci leteh se bodo poglabljali v pomen likovnih izraženih verskih vsebin, drugi pa se bodo zadovoljili zgolj z opazovanjem slikovitih svetopisemskih prizorov. Ko se deli Rangerjeve marijanske ikonografije združijo in jih po vrsti preberejo, se pred nami v slikovitem slikarskem jeziku pojavi na stropu molitev Zdrava Marija, namenjena Sveti Mariji, Materi Božji. Marijanski ciklus se nadaljuje na oboku oltarja Svetega rožnega venca z vednim pogledom nebeške višave, kjer je med oblaki, obsijanimi z nebeškim sijajem, lebdijo angeli različnih velikosti. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, upam, da sem v vas zbudil pozornost in da boste sami obiskali to prelepo svetišče. Cerkev je čez dan sicer zaklenjena, a ključ je možno dobiti pri sosedu. In kako najhitreje pridemo do vasi Belec? Če se pripeljemo po avtocesti Zagreb-Koričani ali Zagreb-Krapina, zavijemo proti Zlatar Bistrici in na tem do kraja Zlatar. To je 60 km, kjer nas pot vodi v vas Belec 7 km. Lepo vabljeni.
Na koncu bi oddajo zaključil še s tole mislijo: ljubezen je sad, zrel za vsak letni čas in vsakomur dosegljiv. Lepo vas pozdravljam z tistim lepim krščanskim pozdravom: hvaljen Jezus in Marija.